prišel ven s teorijo, ki je nekako malo spominja na satanizem, čeprav zelo daleč. Namreč on je okrog obrnil krščanstvo. Ugotovil, da je bil Kristus črn, da je tisti pravi izvoljeni človek, ne Izraelec, ampak črnec, in da je politika krščanstva povsem napačna. Namreč to, da nastavljamo drugo lice, če nas eden trešči po levem in da ne vem kaj še vse, ljubezen, prijateljstvo in tako dalje, to vse skupaj zgrešeno. Edina prava politika je politika leva, ne pa politika jagnjeta. Kar pomeni, da se moramo že navzven pokazati podobne levom, kar pomeni nositi tiste drede, frizura podobno leve frizuri. Moram ti pa povedati, da sem jaz med služenjem mojega vojaškega roka polovico časa posvetil, oziroma mene so posvetili, da sem poskrbel za črnce iz Zimbabveja v Pančevu, nekoč našem, in sem vsako jutro med drugim bila moja dolžnost, da jih zbrcam po konci. No in ugotavljam, takrat sem šele to ugotovil, da se črncem sami od sebe dredi naredijo. Oni so imeli kratke frizure, pa so kljub vsem imeli take mini drede vsako jutro, tako da to ni nobena posebna. Nobena taka posebna zadeva, ampak praviš, da je pa to neke vrste znak pripadnosti dejansko rastafarijanstvu in veri. Ja, zdaj tako, no, tisti v Afriki so prišli z Jamajke, pa tudi iz ZDA, no tole je par takih lepih primerkov. Prvič uporabljajo tudi v Afriki te tipične jamajške barve, ta sicer ni najbolj, ker ponovadi prevladuje črna, torej živo zelena, živo rdeča, črna, rumena. To so tiste take, torej 3 od teh so tudi na Jamajki, brez rdeče, na zastavi Jamajke. Jamajka sama, no tega ti moram tudi omeniti, tale je bil tipičen pripadnik rastafarijanstva. Malo jezen na ves svet, ker so ga nekoč objavili v eni reviji, ki jo boš zdaj takoj zagledal. Ima pa tudi podobo svojega Tita oziroma svojega boga na steni, to je pa cesar Haile Selassie, ki je bil tudi prijatelj našega Tita, seveda. Sicer nama je prodajal, evo ga, prodajal sadje, ki je na Jamajki neverjetno drago, moram se pritožiti, tako kot so tudi prenočišča strašno draga. No, zdaj boš pa videl revijo, v kateri ga je nekdo objavil. On je bil pa strašno jezen na to, namreč že v redu, da ga je objavil, ampak da njemu nič ni plačal za to, to mu ni šlo. To je torej bilo. Ti si mogel potem njemu kaj plačati ali zato, ker si kupoval drago sadje, ti je dovolj? Mene je sprejel za prijatelja, ker sem pač kupoval pri njemu, tako da ni pretirano težil. Je pa pokazal tole kot enako svojo relikvijo. Po moje sem kljub vsemu zdelo kar v redu. Kar v redu. Prej Juliana Marlija smo slišali govoriti o zeliščih, o marihuani. Kako je z marihuano na Jamajki? Ja, tam mi pravijo holy smoke, sveti dim sveta. Torej, ena zelo zanimiva zgodba v zvezi s tem, mogoče jo bova enkrat skupaj pogledala, imam tudi posnetke. Namreč lani smo bili pri enem, ki je sicer iz New Yorka, živi pa v Šašamaneju v Etiopiji, star možakar, ki je eden od takih legend rastafarijanstva v Afriki, pokazal celo vrsto člankov in ne vem česa vsega še. Medtem, ko smo bili mogoče kakšno uro tam pri njem v njegovi sobici, po moje pokadil enih 10 kilomov najmanj. In čim smo malo dlje govorili, ker začel se trest, ves čas razlagal, da to nekako razbistri njegov da ga približa Bogu in je potem vlekel navdušeno in je bil pa že kar tako krepak, junkie. Ja, ne, to... Kar sicer ni za mehke droge značilno, ampak očitno, da... Torej kaj, lahko rečemo, da prekomerno uživanje, skratka vsako uživanje... Vsako pretiravanje je nepriporočljivo. Drugače je zadeva, te preganjajo ob uživanju marihuane, recimo v Jamajki? Na Jamajki? Ne, da bi jaz vedel, mislim, da ne. Kako je Jamajka nasploh? To je dejansko nekakšen religiozni obred tam pri njih, tako da pravzaprav to bi bilo podobno, kot če bi, kaj vem, v Hongkongu ali pa kje v Južnji Aziji preganjal tiste, ki pač nekako obredno in tradicionalno kadijo svoj opij ali karkoli. Mi smo ga enkrat tudi poskusili v Iranu, opij. Ja, no, o tem pa res mogoče, da je drugič me zanima, če ostajava na Jamajki, je to liberalna dežela, se lahko po njej prosto giblješ, je treba biti nekaj pozoren? Zdaj tako, zahodni tip demokracije sicer, ampak je nekakšna še vedno banana republika, tako kot marsikatera druga. Tako da so plusi in minusi. Predvsem veliki brat Amerika ima mnogo masla na glavi tam. Mnogo masla na glavi? Skoraj toliko kot na Kubi. Aha, ok, potem ga mora imeti res veliko. Pa me zanima, kako je, ne vem, policisti podkupljivi, niso podkupljivi, jih srečaš sploh? Še največja težava, ki jo ima takle človek, kot sva midva, je s tem, da so oni precej rasistični, recimo piši.
Torej, belce. Kar pomeni, da te dosti krat kaj nadelajo, še več, kot ti pa kaj ponujajo in potem, ko rečeš, da ne bi, pol ti rečejo, aha, ti si pa rasist. Ampak so pa dosti duhoviti ljudje, tako da če ga malo zabijaš nazaj, hitro zaštos, pa pride vse skupaj v tako besedno igro. Če recimo se odpraviš na Jamajko, kaj so tiste stvari, ki jih moraš obvezno vedeti oziroma moraš biti pozoren, da jih ne zamudiš, na kaj je potrebno paziti? Zdaj bo marsi kdo začel kamne metati vame, ampak rekel bom, da skoraj ničesar ni takega, da bi res bilo wow. Ampak cela scena pa je za pogled. Torej, obisk Jamajke zelo priporočam, da bi pa rekel, da ena stvar, ki je druge ne bi bilo, bi pa zelo težko rekel. Bi pa zelo težko rekel. Je treba biti na kaj pozoren. Recimo hiša Boba Marlija greš jasno pogledati. Port Antonijo, simpatično mesto, vidiš tam, da so kolibri recimo. Zdaj, če bomo še imeli čas, bomo še en lep slab zagledali. Ampak nič takega strašansko. Pa je na kaj, ki moraš biti pazljiv? Se ti lahko zgodi kaj hudega? Puh, ja, kaj vem, še največja umetnost je paziti, kako priti do pravih cen. Prele recimo si videl, da se vozimo v nekakšnem avtomobilu. Tisti v jamajščini robot, kar pomeni isto kot robot po naše, kar je spet podobno kot taksi, ampak ni taksi. Imajo taksije in popolnoma enake robote. Isti avto je vse enako, samo enega plača 10krat več kot drugega. Eden vozi kot avtobus po stalni progi in tisto je robot, drugi je pa taksi, ki vozi po isti poti, samo 1-0 daš lahko zraven. Luksus očitno, čeprav preprost plača tudi na Jamajki. Mi bomo mogla tukaj malo končati to potepanje. Najlepša hvala, ostajaš z nami že naslednji teden. Jelena vabi v goste, sicer pa čisto zares oglasi.